Prejšnji teden je 70. obletnico praznovala Ljudska republika Kitajska, iz katere zadnje čase ne prihajajo zgolj lastniki restavracij in gorenja, ampak tudi posnetki vedno bolj nasilnih demonstracij. O protestih, ki že 7. mesec potekajo v Hongkongu, domači mediji sicer pretirano ne poročajo, saj so še vedno šokirani nad dejstvom, da ima Žan Mahnič punco. Hkrati pa je o protestih v Hongkongu slovenskim medijem težko poročati, saj na nobeni strani ni udeležen Janez Janša, ki se glede protikitajskih demonstracij za čuda ni opredelil. Kljub temu, da v tem sporu nastopajo komunisti, ki dejansko obstajajo. Nihče pravzaprav ne ve, zakaj točno gre, k sreči pa imamo sodelavca, ki nam ga ni škoda poslati v središče dogajanja. Admir, halo, kako je v Hongkongu? Se slišiva? Čao, Jonas, evo, jaz sem kle prišel že v sredo, ker sem slišal, da se demonstrira na polno fajt, molotovke, kocke, ni da ni, ampak pol ni bilo kaj velik za videti, sem pa tja, kaj so vzivca, sem prašal enega kelnerja, pa je rekel, tole je Hongkong, to je glavno mesto biznisa, kle se med tednom dela, demonstrira se za vikend, se pravi ponedeljek do petka služba je služba, a sobota, nedelja družba je družba. Ja, ampak zdajle je vikend, tako da, kako je bilo danes v Hongkongu? Jonas, plačal se počakati, res demonstracije, wow, folka milijon, policajev 2 milijona in polka to, bam, kači nele, ti vzameš telefon, ti bi snemal, ne veš, pa snemat, ko se ful dogaja. Jaz moram priznati, da sem pričakoval malo več tega kung fuja, veš, bolj ta Shaolin scena, ampak ni, kle vidiš boks, vidiš karate, vidiš judo, prosti stil, grško-rimski. Jaz sem videl modela Majke BKM-u zapel ta klasični štajerski focen. Če si bil kdaj na derbiju Olimpija Maribor, pol veš, o čem govorim. Ja, Admir, nas veseli, da uživaš v demonstracijah, ampak a nam lahko poveš, zakaj ljudje v Hongkongu že tako dolgo protestirajo? Kakšne so njihove zahteve? Kolikor so mi pojasnili, te Hongkongovci, oni bi radi demokracija, volitve. Zdaj, Kitajci pravijo v redu, ne bojo volitve, sam dej, da mi vnaprej vemo, kdo bo zmagal. Se pravi, da bi bilo približno tako, kot je, ne vem, v Ljubljani za župana ali pa kongres SDS-a, kjer se vedno vnaprej ve, kdo bo spet predsednik. A Hongkongovci, oni bi radi tako, da enkrat en, drugič drug, mogoče tet, a veš, da ni vedno fiks, štekaš. Ej, ne reče se Hongkongovci, ampak Hongkončanovci. In mimo grede, kakšni so obeti, koliko možnosti pripisuješ demonstrantom, ker se nekateri še spomnimo, recimo tistih študentov in tankov na trgu nebeškega miru? Jonas, če bi bil Bruce Lee še živ, bi dal Hongkongovcem mogoče malo šans, ker on je bil kle iz tega kvarta in to bi bilo samo udri Bruce Lee, ritaj Bruce Lee, sam. Bruce Lee je žal pokojni, tako da tole bojo Kitajci dobili, ker so enostavno močnejši na vseh pozicijah. Verjetno bojo sam ukinali vikend in bo ostala sam še služba je služba, a družba bo sam še lep spomin. Zakaj dogaja Admir Pričko? Hvala lepa, Admir. Upamo, da hitreje tečeš, kot govoriš.